Laskavi naslov parašportnice leta 2023 je osvojila gluha atletinja Leja Glojnarič. Naslov parašportnika pa si je prislužil parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Ekipa leta 2023 je postala ženska ekipa v odbojki sede. Na podelitvi sta zbrane nagovorila Nataša Pirc-Musar, predsednica Republike Slovenije, in Damjan Lazar, predsednik zveze Šiš SPK. Gluha atletinja Leja Glojnarič je že drugič zapored zasluženo osvojila laskavi naziv športnica leta. Na Poljskem je lani na Evropskem prvenstvu gluhih postala evropska prvakinja v skoku v višino in v skoku v daljino ter dosegla svetovni rekord v sedmeroboju. Za piko na i je bila še srebrna v teku na 100 metrov z ovirami. To leto sem že drugič zapored parašportnica leta 2023. Nisem si tega sploh pričakovala, sem pa zelo ponosna na sebe in sem vesela in zaradi tega sem tudi dobila čim več samozavesti, več motivacije, več volje. V letu 2024 imamo svetovno prvenstvo gluhih v Tajpeju in moji cilji so, da bi rada na mnogoboju še izboljšala osebne rekorde, čim manj poškodb, več zdravja in veliko samozavesti, volje. Iztok Glojnarič, oče in trener vsestranske gluhe atletinje Leje, je izredno ponosen na svojo hčer. Najprej bi se vsem skupaj zahvalil za že drugi izbor športnice leta. Sem ponosen na Lejo, ki je pridna, delavna in seveda je to že letos dokazala tudi na Evropskem prvenstvu na Poljskem. Trenutno se počasi pripravljamo sedaj tudi na svetovno prvenstvo. Imeli smo nekaj vmes rehabilitacije kolena, zdaj pa spet smo pričeli s treningi. Upam, da se bomo dobro pripravili do svetovnega prvenstva, ker imamo visoke cilje. Na svetovnem prvenstvu bomo tekmovali v mnogoboju, skoku v višino, skoku v daljino in metu kopja. Predvsem, da smo dali poudarek mnogoboju, kjer bi še radi izboljšali njen osebni oziroma svetovni rekord. Upam, da nama bo uspelo. Parašportnik leta 2023 je postal parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Lani je v disciplini R4 zračna puška stoje SH2 na svetovnem prvenstvu v Peruju osvojil bronasto medaljo. Nekaj mesecev predtem je na Nizozemskem v isti disciplini osvojil naslov evropskega prvaka. Ko sem bil poklican na oder, da sem postal najparašportnik Slovenije za leto 2023, sem bil malce presenečen. V tistem trenutku sem razmišljal, ali je to 5. ali 6. naslov, sedaj sem zvedel, da bi menda to bil že 7. naslov in resnično me je to zelo presenetilo. Konec koncev 7 je pravljična številka in lepo je v tej pravljici. V lanski sezoni sem osvojil tudi paralimpijsko kvoto, tako da me v tej sezoni vodi pot na paralimpijske igre v Francijo in upam, da mi služi zdravje, da mi bo služila oprema, da bo tudi sreča na naši strani in da bo celotna ekipa lahko se vrhunsko pripravila in da bomo v danem trenutku v najboljši formi dosegli odličen rezultat.
Priznanje za najboljšo ekipo leta 2023 je dobila ženska reprezentanca v odbojki sedi, ki že več kot 25 let sodi v evropski in svetovni vrh. Na zadnjem evropskem prvenstvu v Italiji je po izjemnih igrah osvojila srebrno odličje in napovedala kandidaturo za nastop na letošnjih paraolimpijskih igrah v Parizu. Aprila te vrhunske športnice na Kitajskem čaka še zadnji kvalifikacijski turnir. Najprej seveda iskrene čestitke vsem gluhim in naglušnim športnicam in športnikom. Vsako leto pobirate priznanja za zaslužene športne dosežke, tudi letos ste jih, mislim, da je letošnje leto eno bolj rekordnih. Gluhi in naglušni športniki tvorite tisti del srčne športne slovenske družine. Hvaležna sem vam, da zastopate Slovenijo, da ste ponosni, ko se igra slovenska himna, ko dobite zlato medaljo. Ponosna sem pa pravzaprav na vsakogar med vami, ki se udeleži kateregakoli velikega športnega dogodka. Srečno seveda tudi vnaprej. Hvala lepa za vse. Plaketo za izjemne dosežke sta prejela gluha atletinja Leja Glojnarič in para lokostrelec Dejan Fabčič. Leja je na Evropskem prvenstvu gluhih postavila nov mejnik v svoji karieri. V mnogoboju je prebila magično mejo 5000 točk in tako z dosežkom 5085 postavila nov svetovni rekord. Para lokostrelec Dejan Fabčič je minulo uspešno leto kronal z novim evropskim rekordom. V dvoranskem lokostrelstvu je na razdalji 18 metrov v para kategoriji Recoverman Open v Luksemburgu postavil novo rekordno znamko s 551 zadetimi krogi. Toda lani decembra je telo klonilo. Bolezen je bila močnejša, a spomin na enega najuspešnejših parastrelcev poživel večno. Ančo, hvala za vse. Hvala za tvojo skromnost, hvala za tvoj izgled in predanost. Hvala, ker si bil velik človek. Zavedno nam boš ostal v spominu. Za dosežke na mednarodnih tekmovanjih so tudi letos tradicionalno izročili zlate, srebrne in bronaste znake. Zlati znak za medalje na svetovnem prvenstvu je prejel gluhi tenisač Marino Kegel. Plaketo je prevzela njegova mama. Drugi zlati znak je prejel parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Srebrne znake so prejeli gluhi atleti Leja Glojnarič, Iris Breganski in Tadej Enci ter njihovi trenerji in reprezentanca odbojke sedi in njihov trener. Tu sem, ker sem dobila, sem zelo vesela, to je pokal leto. Lansko leto v Poljski, evropsko je bilo super, je bilo v redu, odlično. Zelo vesela sem, ponosna. Daj bom v Taipei je svetovno za gluhe atletijska, upam, da bo šlo in upam, da bom brez poškodovanja in bi rada boljše rezultate, točke in zelo veselim se na poti svetovno za gluhe. Upam, da bo v redu. Ja. Letos bo Iris tekmovala v Tajpeju, kjer bo svetovno prvenstvo. Pridno trenira, radi bi izboljšali točke, radi bi izboljšali rezultate. Pač v teh atletskih disciplinah, ki je tekmovala že doslej, zelo rada skače v višino, to je njena najboljša disciplina. In tudi v mnogoboju, kjer 2 dni tekmuje in nabira točke, je dobra in želi nabrati čim več točk in čim boljše rezultate.
Bronaste znake za nastop na Evropskem prvenstvu v kegljanju so prejeli gluhi kegljači Gregor Skalicki, Aleš Peperko in Tomaž Klemen, reprezentanca slepih in slabovidnih kegljačev, slepi šahist in para biljardist na vozičku. Prejemniki priznanj so bili tudi njihovi trenerji in pomočniki. Nagrada mi veliko pomeni, ima pomen tudi za prihodnost, oziroma mi daje neko spodbudo za nadaljne delo in upam, da bomo letos na Pokalu narodov dokazali, kar smo danes osvojili. Priznanje za obetavnega mladega športnika sta prejela košarkar na vozičku David Škorjanc in igralka odbojke sede Tija Vrhovnik. Znake za športno udejstvovanje so prejeli udeleženci 16 poletnih svetovnih iger specialne olimpijade, ki je bila lani junija v Berlinu. Seveda smo ponosni na gluhe športnike, predvsem se moramo zavedati, da gluhi športniki vstopajo v sisteme športa mladi, kar je za nas pomembno in v bistvu s tem nekako razvijajo tudi svojo kvaliteto. Zavedati se moramo, da v bistvu v tem trenutku imajo najvišji status na naši zvezi, tako Leja Glojnarič kot Iris Breganski imate olimpijski status, Enci in Marino svetovnega in mednarodnega, tako da so za nas zelo pomembni. V končni fazi jih priznava tudi država, ki nekako namenja tudi finančno pomoč njihovimi programi. Tako da imamo v tem trenutku prav zaposlene v državni upravi v Dursu 3 gluhe športnike in nikogar drugega, tako da dajemo gluhim športnikom in športnim panogam veliko veljavo. Prireditev Parašportnik spodbuja zavedanje o pomembnosti parašporta, pomaga postavljati mostove med ljudmi ter neguje spoštovanje in razumevanje raznolikosti, ki jo prinaša svet parašporta.